v Darsu imamo storitev, ki pravimo prometni koledar. To je v bistvu prognoza gibanj prometa na osnovi preteklih izkušenj. No, letos je pa s to epidemijo zadeva postala v bistvu zanimiva, ker so te prometni tokovi zmaličeni, lahko rečemo. Prometni tokovi, ki so bili velika zanesljivost, in prometni koledar praktično ne more biti osnova za karkoli napovedovanje. Mi smo sodelavci imeli pogovore tudi z prometnim inštitutom, da bi mogoče naredili neko kratko ali pa hitro analizo, kako napovedati tokove ravno zaradi tega epidemije in drugačnega vedenja potrošnikov. Vendar potem smo prišli do tega, da je toliko neznank, da smo se odločili, da tega ne naredimo. Ker nismo vedeli, kakšne ankete ljudem dati, kako jih sploh anketirati, skratka, kako analizirati, da bomo prišli do nekega pametnega vzorca, ki bi služil za napoved prometnih tokov zaradi epidemije. Ocena prva je, da epidemija bo povzročila zmanjšanje prometa, vsaj na začetku, rečemo, do začetka meseca julija, že zaradi tega, ker se ukrepi tudi v sosednjih državah sproščajo postopoma. Potem drugo je pa obnovitvena dela na ljubljanskem obroču smo načrtovali tako, da jih ne bomo izvajali nobenih, razen obnove predola Golovec. Povezali smo se tudi z mestno občino Ljubljana in direkcijo za infrastrukturo, torej da tudi oni na tem omrežju, ki je vplivno za Golovec, obnov ne bodo izvajali. Zastoje pa vsekakor bomo pričakovali verjetno ob koncih tedna ali proti morju, ob petkih, ali pa recimo, če bodo prazniki že pred prazničnimi dni, recimo tam je 25. junij pade na četrtek, pa potem, ko se ljudje vračajo z dopustov. Sam treba je reči, da te zastoji so beseda normalni. Zakaj se pa izvaja obnovitvena dela ravno v času turistične sezone? Takrat je treba vedeti, da je promet načeloma na slovenskih avtocestah manjši. Odsotnost slovenskih voznikov k temu bistveno pripomore.